Začenjamo na otoku. Velika Britanija namreč že izkuša radosti osamosvojitve in s tem ne mislim svobodo pred nadzorom staršev, ampak pomanjkanje goriva. Dajmo se pogledati, kako je videti situacija. I just started looking last night. I was driving around for 2 hours. Nothing came by all these up this way, up at Park Royal. Nothing. Got a delivery at Park Royal Asda at about 10 o'clock last night, but the queues were crazy. The queues were crazy. Ne morem verjeti. Gospod ni našel niti kapljice bencina celi 2 uri. Razen seveda tistih 10 litrov, ki jih je med iskanjem pokuril. Ampak kdo to šteje? To je tako, kot da bi zlomljeno nogo prehodil celo mesto, da bi našel bolnico, ki nima vrste. Pač na eni točki se bolj splača, da se usedeš, počakaš in uživaš vso to svobodo, ki ti jo je prinesel Brexit. Britanci za zdaj krizo goriva rešujejo z večjo uporabo javnega prevoza in koles, po neuradnih podatkih pa že zbirajo podpise za obratni Brexit, ljubkovalno imenovan Brenter. Neuradno, ne vem. Iz Velike Britanije pa na edini kraj, kjer še ni potrjenih okužb s koronavirusom, v vesolje. Podjetje SpaceX je namreč v Zemljino orbito poslalo posadko 4 civilistov. Dajmo si pogledati, kdo od njih je pilotiral raketoplan. I am the mission pilot, and it's really special for me to hold that title because I'm going to be the first black female pilot of a spacecraft. Prav ste slišali, raketoplan je pilotirala ženska. Zdaj dogodek nas uči 2 stvari. Da je nežnejši spol sposoben tudi vesoljskih podvigov in da raketoplana očitno ni bilo treba parkirati bočno. Ampak okej, šalo na stran, pilotka je vse člane posadke varno pripeljala nazaj na Zemljo. Edina stvar, ki jo je poškodovala, so bili odbijači na raketoplanu. To je pa tipično. Zdaj pa v Ameriko k 100-letni prababici po imenu Edith Murray Trajna, ki v prostem času ne dviguje samo pravnukov. Poglejmo si to. Yes, and the lift is good for Edith Trajna. What a day she's had. Give her a hand, ladies and gentlemen. Wow, ta babica ne dvigne sem več kot jaz, ona dvigne več, kot jaz tehtam. Kljub temu, da gre za najstarejšo dvigovalko uteži na svetu, gospa pravi, da se obnaša kot vse stare babice. Dobro, mogoče ne rab pomoči, ko gre v trgovino, pač pa ona pomaga 70-letnicam. Res je, da svojih pravnukov ne sili, naj do konca pojedo kosilo, pač pa da naj popijejo proteinske napitke. In v njenih zgodbah ne nastopata Rdeča kapica in Volk, pač pa ona in Arnold Schwarzenegger. Drugač pa vse isto. Pred oglasi pa še v Grčijo, kjer naj bi končno odkrili razlog za letošnje gozdne požare. Odkrili jih niso gasilci, pač pa nek pravoslavni škof. Kdo je torej krivec za to opustošenje? Je to globalno segrevanje? Je to ziher požigalec? Ne. Razlog je vladno priznanje istospolnih pravic. Tako je. Medtem, ko so drugi škofi mnenja, da homoseksualnost ni naravna, ta škof misli, da povzroča naravne katastrofe. Če torej navaden metuljček zaplapola s krili, lahko zapiha na Kitajskem, če pa je ta metuljček slučajno gej, pa zagori v Grčiji. Res? Mogoče se sliši neverjetno, da lahko homoseksualnost povzroči požare, ampak dajte logično pomisliti. Če dosti dolg drgneš 2 palci, se bo slej ko prej nekaj vžgal. Slej ko prej. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.